izvajalca del Kovinar Kočevje, z nami je direktor gospod Alojz Ivančič, ter predstavnica nadzora DRI gospa Ksenja Marc, DRI upravljanje investicij. Lep pozdrav še enkrat sem skupaj. Jaz kar predajam besedo naprej in ljudno prosim za besedo vršilko dolžnosti generalne direktorice Onkološkega inštituta Ljubljana, gospod Zlato Štigar-Tisić. Hvala lepa. Spoštovana gospa ministrica za zdravje, gospa Milka Kolar-Celarc, spoštovani predstavniki izvajalcev del in nadzora, spoštovani vsi sodelavci in drugi gostje, ter tudi spoštovani vsi predstavniki medijev. V imenu Onkološkega inštituta Ljubljana vas vse lepo pozdravljam na današnjem slavnostnem dogodku ob uspešnem in predčasnem zaključku obnove vodovodnega sistema v stavbah D, E in H našega inštituta. Vsi vemo, da brez vode ni življenja. Vedno bolj pa se tudi zavedamo, da brez dobre vode ni zdravega življenja. Voda je brez okusa, ampak ni čisto tako. Hebrejska modrost pravi, da pravi okus vode spoznamo šele v puščavi. Onkološki inštitut je pravi okus vode izgubil z izvedeniškim mnenjem in poročilom o stanju na vodovodnem sistemu, ki ga je leta 2010 pripravil Zavod za gradbeništvo. Takrat so ugotovili, da so cevi dotrajane, večkrat so puščale in za preprečitev legionele so se morali izvajati ukrepi, ki so povzročili dodatne poškodbe na sistemu. Takrat smo bili prvič soočeni z dejstvom, da je bil vodovod narejen slabo, projekti pomanjkljivi, narejene so bile napake pri izvedbi. Več o tem, da so merila za ustreznost vode za različne uporabnike različna, bo povedal naš spoštovani strokovni direktor. Vendar pa želim sama poudariti, da je potrebno, da za Onkološki inštitut, kjer obravnavamo najbolj življenjsko ogrožene bolnike, veljajo res najstrožji kriteriji. In kljub poškodbam na sistemu je Onkološki inštitut ves čas, res da s povečanimi napori, rednimi meritvami, takojšnjimi ukrepi in znanjem ter zavestjo vseh zaposlenih skrbel za to, da bolniki niso bili nikoli ogroženi. Mislim, da je to potrebno posebej poudariti. Z veseljem sporočam, da je danes obnova vodovoda na bolniških oddelkih zaključena. V tem trenutku so vsi porabniki vode v tistih stavbah, ki so bile predmet obnove vodovoda, to so stavbe D, E in H, na novi vodovodni napeljavi. Dela se nadaljujejo v strojnici, v strojnici objekta H, vendar ne ovirajo rednega dela na inštitutu. Končni prevzem vodovoda v uporabo je predviden v marcu. Naj na kratko izpostavim samo še pomembne datume v kronologiji obnova vodovoda v stavbi Onkološkega inštituta. Uvedba v posel se je začela pred skoraj 2 letoma, 17. marca 2014. Pričetek del na oddelkih je bil nato 1. julija 2015. Februarja letos pa so se zaključila vsa dela v kliničnem delu Onkološkega inštituta. Dela na oddelkih so bila zaključena celo pred terminskim planom. Ob koncu mi dovolite še, da izkoristim priložnost in se še enkrat zahvalim res prav vsem svojim sodelavcem za trud in potrpežljivost, da je obnova vodovoda potekala tako, da bolniki tega niso občutili in da so dela uspešno predčasno zaključena. Posebna zahvala več sodelavcem iz tehnično-vzdrževalne službe, enote za bolnišnično higieno in članom komisije za obvladovanje bolnišničnih okužb KOVO, ki so v vsakem trenutku obnove hoteli bdeli nad varnostjo za bolnike in tudi zaposlene in prispevali k uspešnemu zaključku projekta. In ob koncu, lahko rečem, odprilo pipe, naj iz njih priteče zdrava in okusna voda. Hvala lepa. Najlepša hvala. Sedaj pa prosim kar naprej za besedo gospod ministrico. Hvala za besedo. Spoštovana gospa VD generalna direktorica, spoštovani strokovni direktor, predstavnika izvajalca in nadzornika, spoštovani predstavniki zaposlenih, medijev in tudi ostalih prisotnih.
Vesela sem, da tudi z današnjim slavnostnim dogodkom dokazujemo, da se nekatere stvari v naši družbi zares premikajo na bolje. Sklicateljem včerajšnje izredne seje v Državnem zboru o sistemski korupciji v zdravstvu pa še z enim konkretnim primerom dokazujem, kako se da tudi gradnje v zdravstvu lahko končajo v rokih, celo predčasno, brez nekih dodatnih aneksov, podaljševanja in dodatnega denarja. Namreč, obnova vodovoda na Onkološkem inštitutu Ljubljana zaključujemo v roku in finančnih okvirih. Še več, pri obnovi vodovoda smo prihranili skoraj 1 milijon evrov. Tako uspešna sem bila s sodelavci na ministrstvu tudi pri dokončanju urgentnih centrov. Pri skupnem javnem naročilu, kot veste, za 7 urgentnih centrov smo privarčevali 3,3 milijona evrov. Zavedam se, da moramo z denarjem davkoplačevalcev ravnati zelo preudarno, prav tako tudi s prispevki zavarovancev. Zato se zdravstveno blagajno dogovarjamo, da bomo za interventno skrajševanje čakalnih dob v splošnem dogovoru postavili izvajalcem jasne kriterije in zahtevali dogovorjene rezultate. Dodatni denar, ki so ga v preteklosti že namenili za skrajševanje čakalnih dob brez jasnih kriterijev, očitno ni dosegel želenih rezultatov. Pri izgradnji nadomestnega vodovodnega sistema na Onkološkem inštitutu so bile na žalost, kot veste, ugotovljene pomanjkljivosti tudi pri požarni zaščiti. Z izvajalcem novega vodovoda smo se dogovorili, da je izključno v tem območju izvedel tesnitve vseh odprtin med požarnimi sektorji in vgradil manjkajoče protipožarne lopute. Prihodnji teden bomo dobili dokumentacijo, ki bo podlaga za javni razpis za izboljšanje požarne varnosti v objektih novega Onkološkega inštituta. S tem bo, upam, konec odpravljanja napak na novi, tako imenovani 10-letni gradnji Onkološkega inštituta. Iskreno se zahvaljujem vsem, ki so pri tem sodelovali, tako izvajalcu, nadzorniku, še posebej pa, in to prosim lepo zapišite, vsem medijem in še zlasti vsem bolnikom, ki so bili zelo potrpežljivi v času obdobja te sanacije in so mnogokrat potrpežljivo sobivali z delavci in pa stroji. Ampak danes mislim, da je dan za veselje in ne bomo pogrevali starih zgodb. In kot sem že rekla, izgradnjo nadomestnega vodovodnega sistema, ki je bil tudi organizacijsko zelo zahteven projekt, smo končali v roku in brez zahtev po dodatnem denarju. In mislim, da smo lahko na to ponosni in dokazali, da tudi v Sloveniji zmoremo in znamo. In še enkrat res iskrena hvala osebju in vsem pacientom, ki so v tem obdobju bili potrpežljivi. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa predajam besedo naprej strokovnemu direktorju Onkološkega inštituta, docent dr. Viljemu Kovaču. Hvala lepa. Verjetno nas vse zanima, kaj je naša voda na Onkološkem inštitutu pitna. Lahko vam zagotovim, voda je pitna. In tukaj, kot ste slišali, je pravzaprav Onkološki inštitut bolj kritičen, kot bi morda od njega pričakovali. Mi vemo, da druge zdravstvene ustanove imajo predpis, da sme biti do 1000 merljivih enot kontaminiranosti na liter v vodi. Mi smo si postavili mejo 100, še več, na 2 oddelkih pa 0. To vidite, kako nam je varnost bolnikov in pa seveda tudi osebja na prvem mestu. Še več, mi bomo tudi nekaj mesecev še spremljali, analizirali vodo, vse v smislu zagotoviti čim večje varnosti in zanesljivosti te vode in potem bomo proglasili, zdaj pa lahko vsak odkreti po papirje, kadar hoče. Tako da
se bi pridružil gospe ministrici in glede glavni direktorci, da se zahvalim vsem, ki so k temu pripomogli. Vam pa povem, kot sem gledal, ogromno ljudi je tukaj delalo in vsi so se izjemno trudili. In bi rekel, da je to pravzaprav primer, kaj lahko naredimo, če delamo sinergistično. Ja, hvala lepa. Najlepša hvala. Zdaj si bomo pa skupaj pogledali en kratek film, ki so ga pripravili pri izvajalcu del Kovinar Kočevje, ki v nekaj minutah prikazuje potek sanacije. Novembra 2013 sta Ministrstvo za zdravje in Onkološki inštitut podpisala z izvajalcem del Kovinar Kočevje pogodbo o izgradnji nadomestnega vodovoda na Onkološkem inštitutu v Ljubljani. Pri sanaciji vodovoda so bile upoštevane najnovejše tehnične rešitve, ki močno presegajo nivo primerljivih projektov v Sloveniji, redkost pa so tudi v tujini. Še posebej izstopajo naslednje tehnične rešitve. Ultrafiltracijska naprava z UV dezinfekcijo. Razvod hladne in tople vode je narejen iz nerjavečih cevi, armature in regulacijska oprema pa iz korozijsko odporne rdeče litine. Oba sistema sta pretočna, kar pomeni, da voda v sistemu nenehno kroži. Razvodne cevi po objektu so izolirane z izolacijo, ki presega zahteve pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah. Vgrajen je sistem za kontrolo temperature hladne vode po posameznih delih cevovodov s cirkulacijskimi bypassi. V primeru preseganja temperature hladne vode so vgrajeni 3 agregati za pohlajevanje. Za ogrevanje tople sanitarne vode so obstoječo toplotno postajo nadomestile 3 nove postaje. Toplotne postaje in akumulatorji imajo dodatno električno ogrevanje sanitarne vode za primere, ko ogrevalna voda iz sistema energetike ne more segreti vode na 75 stopinj Celzija ali v primeru izpada omrežja. Vsi pomembnejši parametri sistema se računalniško spremljajo v okviru centralnega nadzornega sistema, pri čemer se podatki arhivirajo. V okviru sanacije so bile zamenjane tudi cevi hidrantnega omrežja. Glavni izziv sanacije vodovoda je bil, kako pristopiti k izvedbi v delujoči bolnišnici po potrjenih projektih za izvedbo. Naročnik in uporabnik sta sprejela predlog izvajalca Kovinar Kočevje, da se spremeni tehnologija izvedbe. Ta je omogočala večje prilagajanje delovnemu procesu uporabnika. Opustilo se je ohranjanje obstoječih dvižnih vodov. Predlog dvižnih vodov za dvigali je znatno zmanjšal dolžino cevovodov in armatur. Opustilo se je tudi priključevanja etaž preko betonske konstrukcije od spodaj. Priključevanje stropa je zmanjšalo število potrebnih izvrtin, odpadle pa so tudi zaradi oslabitve statike objekta statične ojačitve s karbonskimi vlakni. Sprememba tehnologije izvedbe je omogočala tudi tesnejše prilagajanje delavcev izvajalca uporabniku. Sprememba tehnologije izvedbe je pomenila tudi manj prahu in hrupa, s tem pa se je riziko bolnišničnih okužb znatno zmanjšal. Po uvedbi izvajalca v delo 17. marca 2014 se je tehnologija izvedbe še dopolnjevala. Projekt se je dodatno racionaliziral z zmanjšanjem števila izlivnih mest, črtanjem higienskih splakovalnikov in številnimi drugimi ukrepi. Tehnološki elaborat je bil dokončno usklajen in podpisan 12. maja 2014.
Naročnik, uporabnik, nadzornik, projektant in izvajalec so v naslednjih mesecih pripravili vse potrebno za dopolnitev projekta. Hkrati je Onkološki inštitut Ljubljana podal svoje omejitve, ki jih je bilo treba upoštevati pri dodelavi projektne dokumentacije s ciljem zmanjšati motenje delovnega procesa bolnišnice. V januarju 2015 je bila projektna dokumentacija dopolnjena, projektni tim je dokumentacijo preveril in pripravil terminski plan. V aprilu 2015 se je menjal vodja projekta in nadzor. Čeprav je bila ta zamenjava izjemno zahtevna, je ponovno preverjanje vseh pristopov ter izdelava protokolov prispevala k boljši pripravi za vstop v bolnišnične prostore. Vzpostavljeno je bilo veliko zaupanje med udeleženci gradnje, koordinacija del pa je potekala z veliko pozitivne energije. Dela so se zaradi vseh teh dejavnikov zaključila pred rokom. V času sanacije sta hkrati delovala oba vodovodna sistema. Za stari sistem je skrbel Onkološki inštitut Ljubljana, novi sistem pa je upravljal in vzdrževal izvajalec. Dobro koordinirano delo je zagotavljalo, da v času sanacije vodovoda bolniki in dnevni obiskovalci bolnišnice del niso občutili. Vsi udeleženci v izvedbi projekta smo na to še posebej ponosni. Hvala govorcem za potrpežljivost v premikanju. Zdaj pa vabim kar govorje povsem k vprašanjem. Naj samo pred tem povem, da so poleg že naštetih govorcev z nami tudi predstavniki tehnično vzdrževalne službe, glavna medicinska sestra, predstavniki zdravstvene nege, tudi drugi in pa zdravnica iz Komisije za obvladovanje bolnišničnih okužb Onkološkega inštituta. Ja. Omenili ste, da ste prihranili za €1 milijon. Končnega obračuna še ni, kakšna bo končna vrednost investicije, kako trenutno kaže, se je za toliko znižala. In pa še drugo vprašanje, Onkološki inštitut ima tudi precej težav s klimatskim sistemom že od začetka. Kdaj se bo to saniralo in koliko bo prebiti nastalo? Prvo vprašanje, končnega obračuna še ni. To, kar sem povedala, so ocene. Ko bojo z končnim obračunom situacija, bomo lahko govorili o točnih zneskih. Treba je pa povedati, da se je bilo zaradi ugotovitve, da ni zatesnenih prostorov, požarnih lohut in povezave na javljanih požara, da smo mogli v bistvu iz sedanjih sredstev tudi, bi rekla, to financirati. Drugega dela bi pa prosila, pa nisem kompetentna, da dam odgovor glede problemov s klimatskimi napravami na Onkološkem inštitutu. Jaz bi kar direktor zaposlila, če sem za kratek komentar. Tisto, kar se je dalo, se je že saniralo v tej sanaciji vodovoda. Vse odprte stropovi, kar se je dalo, je bilo nameščeno, tako da ponovno bolniki zaradi tega ne bodo moteni ali delo na oddelkih. Ostaja pa seveda še en drugi del, ki je pa še odprt. Ta je pa še v fazi priprave projekta in ko bo znanega kaj več, boste tudi o tem obveščeni. Je pa potrebno še nekaj stvari dodelati in doreči. Hvala. Mogoče vprašanje, kaj bo pa zdaj s starimi sistemom vodovodnim? Bili smo vse to vkleti, stare stvari, je to zdaj ostane, to zdaj stran, kaj bo to zdaj? Se sliši kot zelo tehnično vprašanje, če mogoče lahko našo vodjo vzdrževalne službe ali pa gospoda Šarca mogoče vkrat. Pa pred kamero prosim. Ja, kar se tiče obstoječega vodovoda, se pravi starega, je tako, da so se vidni deli demontirali. Tisti deli, ki so pa zakriti pod stropovi, so vzidani v steni ali pa v ploščah, tisti so pa ostali noter. Kako kleti tisti
V kleti strojnica je pa demontirana in odpeljana. Tako da na tistem mestu je že nova toplotna postaja.